Tako. Kaj vidim, da je bolj slabo, ampak ja. A ja, zato, ker te vidim bolj slabo. Me bolj slišiš? Ne. Kaj je treba narediti? Marina je treba poklicati, da gremo v dela spila.si. Bravo. Ja. Mislim, samo jaz se zdi, da bom zdaj Marina mi reklamiramo še preden smo ga sploh poklicali. Ja, da človek ne kupuje mačka v žaklu, a veš? Ja. Da je, ne. Mi smo ena redkih oddaj, ki vam naredi reklamo, še preden jo plačate. Ja, absolutno. Da vi vidite, koliko ste kapitalizirali z tega, ne? Ja. In da nas potem res lahko bogato nagradite. Ne? Novi pristopi. Mi gremo do konca. Ne? Ja. Mi gremo tako, kot treba. Tale monitor ne dela. Ne? Sploh ne? Ne, ta je unke po moje crkno. Ne vem sicer, zakaj ga imamo noter, verjetno je dober razlog, ampak... Mogoče je hotel kdo ga popraviti ali neki od naših kolegov iz študija, ampak jim to dal, vrgo bom. Naš tehnik ga je vzel pod drobnogled. Tehnik Andrej. Škaj Andrej, bom jaz to poslal. Se imam njegov naslov, čeprav mu nismo nobenega honorarja splačali. Seveda smo mu. Ker smo ga prej odpustili. No, objemi so pa bili. 3 objeme ne vdajo. Objemi in sladkarije. Rad imam tople objeme. Tako, včasih je tudi dovolj. Že dolg ne, odkar so Feničani denar izumeli objem popolnoma odveč postal, vsaj v teh službenih zadevah. Ne govorim privat, ne. Privat je fajn dobiti kakšen objem, ampak v službi pa, da me objame šef, ne bom dal vhodu. No. Zdaj ne vem, kako je z vama. Ne, pri nas smo imeli sodelavca Matjaža, ki je šel objemati ljudi v Berlin, pa zdaj nima nobenega, ki bi bil objemal tako več. Ampak on ni to počel iz svojega lastnega zadovoljstva. Ne pač, a veš, kaj eni so hagari, ali kako se reče to, ne? Face hagari, z Elijena. Ne, hecam se, ne, zelo lepo. Hecam se. Čeprav včasih je zdaj samo v tem, jaz govorim drugačne. Ne, zdaj smo ljudje, kako, ampak če te bi prišel šef 15 objet. Ja, a veš, koliko je 15, da koliko bi objemo? Stari, če grem jaz lahko s temi objemi v najbližjega trgovca, pa kupam hrenovčke, pa vse tisto, pa se objamem trgovko. A ne bi bilo tako lepo, da bi tako delal? Da bez bi bilo. Objamaš trgovca, dobiš špecerijo. A veš, kaj je bilo še dobro, ker ne bi bilo treba imeti toliko izbire, zato ker ne bi stremeli k prodaji kot taki, ne. Sam kvalitetna roba. Bi imeli sam dejansko top robo. Koliko objemo je tole? Za objeme. Koliko objemo je tole? To za objeme dobiš, unke firsi sam nared zaradi mene. Tle imaš une bakterije, fertik del. 4 objeme pa pol. Za špecerijo. Pač tako bolj essential, da bi bilo. Ne, moraš zdaj to na pol. Pač daš 5 objemov. Daš tringati, ne? To. Ne moraš objeme na pol dajati. Ja, se pravim, 4-5. 4-5. Ne mora biti štruca pol objema. 4 pa 75. Ne, a veš, ker ne mora biti... A veš, ali je pa ta močen objem, pa ta šibek objem, ali pa stisk roke, ne? Da recimo za sandvič, ki ga greš za malco si ga naredi, sam en firm handshake, a veš. Če greš pa špecerijo. Za sandvič lahko tudi rečeš samo hvala lepa, pa pogledaš človeka v oči, po mojem. Pa jaz bi dal še stisk roke. Ker se mi zdi tako, čeprav mogoče zdaj v teh po covidnih časih mogoče ni. Pa se covida sploh ni bilo v easy. Grafena itak več ni se sestavljala, kako že. Pa mi smo itak mrtvi že. Ne pozabite, že 2 leta. 22. oktobra, kaj je imel bil rojstven. Se mi zdel, da je malo čuden. Konstrukt. Konstrukt smo, ja. Ampak ne, to, kje bomo še pršli, kje bomo še pršli. Zdaj, ker sem jaz tok zjeban, pizde, zdaj mi je jasen. Ker sem mrtev, pizde. A veš, da sem že zadnjih par epizod jamral, da sem zjeban s pretom pres. Danes sem tudi. In točno to, zato, ker sem že umrl. Ja. Kaj bi bil izmatran? Če ne bi umrl, ne bi izmatran. In zdaj me ni strah smrti. Mislim, me ne bi smel biti, če sem že umrl. Mislim, ne bi te smel biti, ja. Ja, ne veš, a te je. Samo zato, ker je ta konstrukt tako dober. Da je se dober konstrukt, dober dela. Ne, hodič.
No, mislim, itak pravijo vsi, da smo v konstruktu. Ne? Smo v Matrixu. Kdo pravi vsi? Ne vsi, no. Eni pravijo, mogoče sem narobe se izrazil. No, ne, eni pravijo, da je lahko tudi. A si šel na kakšno konferenco? Ja, se sem že prej rekel, da je grafeni pa to. Ja, se vidi, da si elokventen. Ja, imam. Materijala. Čakaj, dam še en del leaflet, čakaj, imam sabo. Zdaj 210 Zdaj bo ta naš, pri oprah je bil doktor Phil, ki je dobil pol svojo oddajo, zgleda, da jo bo zipr nama tudi. Sam po tele pamfletke skočem, no, bo tam malo prebrala, no, ne, sama se odločila. Dobrodošli v oddaji, ali smo v Matrici, z vami sem Zi. In vem, da smo v Matrici. To je dobro, stari. Smo. Pa, pište, dopisnico, če mislite, da smo. Smo pa glih ne se bomo pol. Imam idejo za to oddajo, midva bo sponzorja, ko je naredila firmo z unimi prehranskimi dovolili za ljudi, ki mislijo, da so v Matrici, rabite pa te vitamine, ker so... Sem tih je po mojem še več. Za matrico so drugi vitamini, ki se ugrabljajo. Ja, so popolnoma drugačni od unih vitaminov. V bistvu čisto vse in kjer vitamini so. Ne, stari. Sem na glas razmišljal. I will retract this message. Notes to montažer self. Tole se bo zbrisal. Ja, tole se bo zbrisal. Tega niste slišali. Bo velika jasna nalepka gor, teli so za obdukcije, teli so za matrico. Velika, lepa. Pa ta navadni. Te pa sam tako, če jemlješ. Zakaj me to spet na Simpsone, pa na Duff Light, Duff Strong, Duff Non-Alcoholic spomne. Je bil se zizgaso. Ja, sam mi bomo imeli velike prijazne črke gor napisane. Ja, to pa res. Tablete samo brez panike. Ja. Sam te tablete moraš vzeti, pa bo vse v redu. To so pa antidepresivi, stari. To je pa spet drug produkt, ne mešati zdaj pizda. Brand name-ov. Je ta samo brez panike? Ta je za antidepresivi. Anti-anxiety. Tako je, anti-anxiety, v bistvu boš ne. Antidepresivi, rekli moramo ful podpisati, te so zajebali. Se upravičujem, narobe se izrazil. Depresija moraš imeti že neke klinične teste, samo proti paničnim napadom imamo pa lahko krčmo. Trava bo. Kaj bomo zdaj izglasovali? Bo. To je edibles. Kako pa travi lahko psihoze menjajo? Zdaj smo pa res. Kako so šli teli referendumi? Ne vemo. Smo še na drugi strani. Do srede moramo počakati. Mi smo še bojo uradni rezultati. Mi ne bomo nič govorili o tem, ker še ni uradnih rezultatov. Do srede moramo počakati. Vi pa veste. Ne bomo se pa v sredo javili. Mislim, da je bil pa posvetovalni. Mislim, vsi trije so bili posvetovalni, kar se tiče pa volitev, so bili pa vsi veliki zmagovalci. Vsi so bili veliki zmagovalci. Ker so tudi tisti, ki so se malo slabše odrezali, so rekli, da so pritegnili največ ljudi, kukor ne. Zelo lepo. Najdli so primerjavo z enim letom, kjer so bili slabši in so pač to obelodanili. To je pač ta čar statistike, nekaj lahko. Stvari lahko malo interpretiraš. Kako je že statistika lahko veliko skriva in veliko odkriva. Mislim, nek pregovor. Da lahko skriva in odkriva z istimi podatki. Kdo je že rekel, da 2 parametra pa ti bo narisal slona, če daš še ta tretjega, bo slon še z rivcem migal. Kako že, nekako v tem stilu je bilo. Bomo zrihtali. Se z tega tiče, to je za nami, ali kaj? Ja, to je za nami. Zdaj imamo... Pa res, mislim, še zmeraj sem malo razočaran nad volilno udeležbo, jaz sem upal, da bo večja. Kaj pa misliš? Aha. Ja, mislim... 100% ziher ni. Če 60 ni šlo. V 60, stari 60. Če je šlo čez 42, je bilo dobro. A ni bila 60 una referendumska za osamosvojitev? Ne, ti ste bilo 90. Ja, 93. Mislim, vse rezultat je bil tak, no, zdaj... 60 je že zelo dobro, a ni? Tam 43 neki se predvideva. Če je bilo na 42 je že ful dobro, po mojem. 42 je bilo. 42 je itak zakon. Itak se najbrž je bilo. Mislim, bo. Je. Prihodnost je eva. Ti time hopi levo, desno. In naravnost, in nazaj. Ampak če bi bil v matrici, bi pa lahko, če ne, ti ne, mi ne, ker smo v konstruktu.
Če si pa taki, nekdo pa za reglari, ta pa ve. Unkama reglare pa ve, kako bo. Ve prihodnost, preteklost in sedanjost. In njemu je v bistvu v tem trenutku vse isto. Te ptiči, ki Saj en. A mu je pa dolg, če to vse ve. To smo zdaj spet do tistega pržela, veš, zakaj imamo ljudje radi te, ne? Veš, vse to smo že rekli, zakaj imamo radi teorije zarotne. Ker imamo občutek, da je saj enemu nekaj jasen. Ja, valjda, ja. Da saj nekdo ve, kaj dela. Tako. No, ja. Da je en mastermind. No, lej, tudi če je zloben, sam on pa saj zase ve, kaj počne. Čeprav, ja, te zlobni mastermindi oni imajo plan za naprej, kako bo to šlo. Tudi če ni najboljši. Zjebe to en James Bond, Batman, Superman. Ne vem, vsi te jim pol uničijo ta plan, ampak oni imajo naprej. Oni za razliko od vseh teh naših politikov vejo, kam bi radi prišli. Ja. Sicer jim pol to nekdo prepreč, ne? Ampak vejo, imajo kurs. Imajo kurs, veš, mislim, a si ti predstavljaš, te naši so pa tako, kot bi na Brniku pač vzletu, pa dokler bo benzin. Kam pa gremo? Gremo, ne? Se pelamo, kaj zdaj pišiš? Mislim, ful bi šli radi v Ameriko, sam ful ne gre, kaj neki. Mislim, benzina nima, vemo, da nimamo benzina za kaj, ne? Ja. Ker imamo premajhen avion, mogoče še znanja nimamo, ne? Da bi to regirali. Ne vemo niti, če zna kdo šofirati tisti avion. Vidiš, ne? In pol se pač pojavi ta res problem. Avion, da ni krava, veš. Ne, hotel sem se reči, veš, ko je eno stvar povejo. Če gremo pa z vlakom. Da od plače do plače morajo zdržati 4 leta, ne? Ja, to pa vejo. Kar je v bistvu, ne. Pa se kar je malo premalo, bi rekel. Glavni playerji so kar skozi prisotni. Ne? Oni po mojem nimajo, mislim, itak valjda jim bi treba rihtati, ampak je treba rihtati še svojim friendom, pa tako. I guess, ne vem. Pa malo te vošinske bolezni, ki imajo radi. Bral sem knjigo od enega tega v začetku prejšnjega stoletja je bil en kako je bil že Robert Moses, ne, Robert Carroll, no, v glavnem. Model je bil commissioner z Parks and Recreation neki tam po New Yorku. Te nisi gledal ne, Parks and Recreation? To je 1100 strani debela knjiga. Okay. Napisal je en model, ki je pisal še biografijo od Lyndona Johnsona, pa nekaj, ampak tako detaljno o tem, kako je tip z denarjem operiral in politike in privatni sektor. Gradil je pa v bistvu in parke in plaže in s tem povezane avtoceste in vse, a veš, on je bil večkrat omenjen za časa svojega življenja kot Albert Einstein, ki je živel paralelno z njim v Zeitungih, ne? Ker je bil pač tak car, ne? In knjige sem še nisem uspel brati, poslušam pa podcast 99% Invisible, ki obdelujejo približno tako, kot mi tako, kot mi prve knjige. Tako, kot mi prve knjige. Je pa res, da je tam 1100 strani, pa bojo tudi cel let porabili. Okay. Ja. Samo veš, to mislim, hočem reči, da to, kar smo rekli, še službe za prijatelje, pa to ne. On je to že 100 let nazaj izumil. A veš, da pač mora biti tle, bo nekaj enemu dolžen, ne, tle bo nekaj unmu, ne. Malo me spominja, da Dimitrij Rupel je zihar bral, on je bil pač lev, kadar je bilo treba biti lev, desen, kadar je bilo treba biti desen, drugač pa pač ni bil od nobenega, ne, mislim, najrajš, ne. A veš, ne, da je šel z FDR-jem je šel, kadar je bilo treba, drugač pa je bil pa raj, ne, republikanca. Ampak, kadar je bilo pa treba, je pa zahaklo Mislim, ta tip, ki si ga ti omenil, je bil pač zgleda ful uspešen politik. No? Mislim, prav politik, z velikim P, ne? Kompromisi so pomembni, ki je v bistvu pač je stremel k nekemu cilju, ki ga je on imel v glavi. On je pa imel cilj. Sicer ene cilje imel tudi slabe, ker sigurno, ne? In pač on je in politike in podpornike in vse skupaj je izrabljal za ta svoj namen, ne? In zato je uporabljal moč, denar, veze in vse tako, kot se v politiki tudi gre. Če jo pogledaš verjetno bolj pod drobnogledom. V politiki so, mislim, da so načela, če bi med prvih 5 se uvrstila, pri politiku verjetno nima tam kaj iskati.
Tako da... Mislim, jaz upam, da nek nivo mora biti, ne, kamor lahko, veš. Se pravi, mora biti, nisem rekel, da je. Se tudi ulažem s tem, da upam, da je. Ampak to je edino, kar nam ostane, draga prijatelja. Mislim, lej, zanimiva knjiga, ki se jo bom lotil, pa pol čez 4 leta prebral. Na Blinku tudi. Hotel sem zvočno knjigo, ki pač ne, lažje se čez 1100 strani zvočne knjige prebiješ, pa je za evropski trg zaprta, tako da ne gre nekam. Ne. Človek hotel kupiti, pa ne more. Prost trg pa te jebe. Ja, strah jih je, da se už kaj naučil z te knjige. Okay. Mogoče je to. Ja, ne vem, če je sploh prevedena, ampak po mojem, vsak, ki se malo gre politike, je to mogel prebrati že od 20. Ko so Machiaveliju učitali, ne, za vladarja, ne, da je pač v bistvu naredil priročnik, ne, kako postati despot. Ne. Mogoče je to tudi kakšen tak priročnik. Definitivno. Mislim, to, kar sem slišal, kar v epizodah pač ne obnavljata voditelja pa gostje, ne, to je definitivno priročnik. Ne. Sicer ne, tudi priročnik, kako se kakšne stvari ne dela, ampak priročnik vse. Ne. Bom dal zapiske, da najdem tega Roberta, ne vem kaj. Sej z nožem lahko kruh narežeš, lahko pa tudi kakšnega štihneš. Stvar je lahko čisto koristna, lahko je pa zelo škodljiva. Mislim, ti bi imel take fore, da je v bistvu tam čez Bronx pa te predele, ki je vedel, da so revni ali pa črni ali pa oboje, ne, da za nalaž ni zrihto niti javnega prevoza, niti ceste so šle daleč naokoli, mislim, avtoceste pa tako. Ali jih je pa presekal, ali pa freeway presekal, glih direktno, to je še zdaj tam. Njegovi spomeniki so lepi, plaže, parki, untret, pa tudi ne prav lepi. Ne. Je bil pa tako, da je tudi, če ta gospoda, ki so bili te milijonarji v začetku prejšnjega stoletja, ne, če si bil dosti prijatelj z njim, je bilo vse v redu, pa je šumem, ne, pa da razbil 3 do 7 naselij ali pa kakor je bilo pač treba, ne, a veš, če pa nisi bil prijatelj z njim, je šel pa glih čez svoje. Se pravi, če nisi plačal, drugač povedano. Ti čez dvorišče zapela. Pa kakorkoli drugač uslugo vrnil. Tako je, mislim, če imel on nekaj od tega, je imel nekaj od tega. Nek mora jeti, veš. Ja, mislim, smart man, no tako mu rekel. Hiperprostorska uvoznica. Tako nekaj, ja. Si pa tako, ne. Mal je bil vogončka, no. Ne, tudi vogoni so brali. On je bil pametnejši, on je v bistvu naročil vogone. Ja, tako je. On je vogone zrihtal. Tako je. No, zdaj, ko smo pa v vogonih, gremo nazaj v knjigo. Gremo nazaj v knjigo. Pejmo pogledati, koliko je ura najprej. No, dej. Ob zadnjem znaku je bila ura 18 minut. Opa. Ja. Dela spina.si, pridemo, Marin. Zdaj pa avizo. Ja. Zdravo, štoparke in štopari, to je podcast o vesolju, življenju in predvsem o vsem drugem. Ja, Leo, 6. knjigi. Hvala, Blaž, za tale predlog za intro, ful je bilo dobro. Mi smo pa kljub vsemu še vedno Aljo, Peli in Zi. Najlepša hvala za podporo. Res je, tisti, ki bi pa radi podprli nas, pa nas še ne, pa hvala za ribe.si, zelo bomo veseli. Piknik drugkrat zihar bo, to je treba že zdaj hajpati. Dobro. Noro bo, noro. Ampak največja hvala pa vsem, ki nas poslušate, ne? To pa absolutno. Ja, mi pa lahko gremo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Mati, hči, smo še zmeraj v prvem poglavju. Ja, saj so dolga.
Ja, se strinjam. Zdaj sem drugega prišel, pa sem zaspal prej, nisem do konca. Džorbiček ženin je tudi tam, ja, vse to je. Mislim, da sem tega prvega 6-krat prebral. Ja, se je že 6 oddajak. Sej zato. Mislim, da ga vsakič preberem, ker se menimo, da se bomo dobili. Ja. In bolj vsakič sprot pozabim, kje smo bili. Hudič je malo dolg, ne? Male dolge. Tako da dajmo priti caj do konca. No. Dajmo Ampak dajmo se ostati najprej pri žametni zavesi, ki smo jo omenjali že 3 epizode nazaj, ampak ona se je zdaj dvignila. Mislim, pa tudi mi imamo tako žametno zaveso, ampak ni rdeča. Ta je bila rdeča. Ne, se ne piše. Tudi tale ni žametna, ampak dobro, ajde, lepo smo. Ta zavesa je žametna, tako kot je danes ponedeljek. Ali pa tork, ali pa kadarkoli to poslušate. Je pa zavesa. To pa zgotovo se lahko trdimo. Kvarnik moramo reči. Aha, nismo rekli. Ne, kvarnik moramo reči. No, pa dajmo. Kvarnik. Okay. V prejšnji epizodi smo pa rekli, da je bila baterija, pa je bil pa večina obešalnik. Kaj pa je bilo pola? Vse je šlo. Hči je vprašala mati, kje so moji novinari. In tle mi je prišel že malo organ avtor. Že prej moramo reči, da je bilo dramatično vse te. To je bilo fulebe drama, pa se je z baterijo začelo dogajati. Ne? Ja, itak je bila drama, je bila cela družinska drama na galaktični televiziji. Jerry Springer, če kdo še ve, kaj je to. Na polno. Nisem dal zapiske, tako da ni treba vedeti. Kdor ve. Ja. Poglejte, googlite. Ja. V glavnem Trillian je prebila samo brez panike in pol. Da se nekaj čudnega dogaja. Se čudnega dogaja. Gerbel je spregovoril. To je bila najbolj prva stvar, ki je bila čudnika. Oni ne govorijo. On je rekel baterija. Ponovo je. Ponovo je rekel baterija. Kva ta zdaj že govori, Trillian. Pol je ugotovila, kva? Ne, to je pa pol bilo nekaj in potem se še enkrat zgodilo. Ne. No, ampak očitno ste bile obedve čist presunjene, zaprepaščene, kako bi rekel. Ne. So bile frapirane. Frapirane, to, hvala. Ja, nek poskus ugrabitve ste omenjali, pa ne. Ampak pa ste pa videli, da so neke človeške postave. Ne, ja, ker je tudi zavesa zginila. De facto žametna zavesa. Vse je šlo. Ne. Vse je zginilo. Vse je šlo, ja. In dve postavi sta bile tam. Ja, in pol je bila še ena referenca na prejšnje knjigi, ta dva sta neškodljiva pretežno. Ja. Mislim, v vsakem odstavku jih bo zdaj furil. Mislim, res. To je fan service, da spoznaš, to pa vem. To pa poznam. Tole sem pa nek že slišal. Prejšnja knjiga. In pol je en od teh dveh človeških postav rekel eno, kar treba pa kar citat, ker tam je paratalo. Mislim, da bi bilo bolje vprašati, kdaj smo, pa mogoče še kdo nas je spravil sem in nazadnje, a je kje voziček s pijačo. Ta je bila pa čist. Ta je bila pa on point. Ta je bila pa on point. Ta je bila pa tako. Ta je bila lepa. Forc, bravo, tle se je pa odkupil za uni dve prej. Tako da, ne. Ga je skinuo čist. Ja. No, pole pa še neko junačenje, pa on pa tret in pol prav, jaz sem z Betelgeza random, mi tam notri nimamo nič. Ker se je referirala na da ga je pač strah. Da bi rad v bistvu strah tešil s pijačo. Tako, ja. Ja, mislim, kar vemo, z drinkom. No, ampak mislim tako iz zgodovine, ko gledamo te njegove, ne vem, jaz nisem dobil nikdar občutka, da bi bilo, ne vem, ga nekje strah. Ali pa to, koliko pije. Mislim, ja, no, zdaj, ali je to, ampak recimo, ne vem, ker Artur je zmeran pokazal strah. Ali je bil pa zmeden? Ali je bil pa zmeden. Pač on ni vedel, kaj se dogaja, ali je bil pa strah, pač kaj se bo zgodilo. Pač on je bil res človek tako z velikim č.
Ne, pri Fordu pa pač to ni bilo. Ne. Njemu so pa te neke čudne okoliščine so mu kar sedle. No. On je bil res tako, on je neke sorte avanturist in je res že videl zgleda v tem vesolju vse pa še kaj zraven, ne, in ga res ni mogla nobena stvar več presenetiti. Pa kukar je rekel z Betelgeze. Ja, oni imajo, po mojem, oni te centre za strah in center za zabavo, pa divješ, to se je ful večji. Tako, pa glede na to, da je napisal, da je tam not ni nič, ne, in še tisto praznino pol zalije ponavadi z alkoholom, tako da res ni. Če bi bilo kaj, tudi ne bo preživel tam. To pogledno je lik tako dober narejen, da je edini lik v tej seriji, ki se res lahko vrže 17 štuka, ne, pa preživi. Ne. In nekako računa, da bo zgrešil tla. Ja. Ne da računa, ampak pač ve, da bo. Neki bo, ja. To je bil trip down the memory lane za vse hupi, frudike in frude. Ford je pač tak tip, no, nimaš kaj. Ampak tle še v resnici ne vemo, če mladi mož ve, da je on Ford, ne, pa ve, da je ona random, ne. Ampak on random pa še ne vidi, kdo sta te dve postavi, ne. Ampak pol pa vidi, ne. Očka, oče, oči, ne. Tako. In pol je Betelgeuse predlagal, da se ne odloči. Da se lažje pogovarjati. In pol je pa Trillian odvihrala prek nebesne sobe, hitreje kot kadarkoli v zadnjih letih. Pa smo pa prišli do tega, da je v bistvu Trillian hotela zvedeti, kaj si njen oče, oče od random ve, misel o tej poroki. Boš del pa fotor zrihtel, už vidi, ko fotor za Rubanto, veš, ta moment je bil. Moja butasta mati ne mara mojega soproga. To je bila pa randomina kontra, ne. Tako. Pa je bilo pa res lepo. Sam pol je tako, kot v vsaki normalni sodobni družini, ne. Oče je sklonil glavo, ne. Pa ni nič Rubanto, pa sam Meri je hotel pistak. Sam da se neha tole. Kdaj bo konc? Kaj je bil Artur se je zaželil malo čaja. Ta comeback pustim, kaj je dober, kaj se referira na velik zapletov in to ljubih. Spet smo pri tem, da se referira. Ampak se referira, ne, moramo opaziti, da se referira. Ampak tle je bilo v kontekstu. Lepo je bilo. Se drugega ima tudi v kontekstu sam. A veš, pisa, vsak drug odstavek. Ni treba. Ni treba zabožja. Kada ne vemo, da ni Douglas napisal te knjige. To je tako, kar pri teh ameriških serijah ali pa kdaj, ker ti pri vsakem delu ti povejo, kaj je bilo prej. Ker ni treba. Ker ni treba povedati vsakem, kaj je bilo prej, ker si gledal. Ponovadi zdaj še hujš, kaj gledaš zaporedoma. Ni treba en teden čakati. Ni treba en teden. Zdaj binžaš ponovadi največjim enodnevnim zamudom. Ja, je tako. Ne rabim. Čeprav. Odvisen. Ampak kdaj ti malo preveč? Tega gledam sprot, pa včasih sede. Sej. Odvisen, no. Ponovadi tudi dajo, kam bo šla naslednja epizoda. Čeprav sprot gledam, pa se ne smemo, kaj mi isto delamo, kaj je bilo v prejšnji epizodi. Tako da ne smem preveč infati, ne? Sej mi ne delamo tega zaradi ljudi, zaradi tega, ker se moramo sami spomniti. Če lahko ta četrti zid podrem. Pri nas mine 14 dni, ne, vmes. Ja. In pol je glede na naša leta, ne. Kje je leta? Kaj? Leta. Je včas res že, mislim. Stari, jaz jemem bilo, ali to jebo, ne. To smo že zanj, pa sem pozabil. Ampak ne pomaga, no, tako da. Imam rad v prejšnji epizodi, dobro je. Se vem, se hočem reči, da ne bomo bolj papiški od papeža, sem hotel reči. Jaz razumem, zakaj oni to hočejo delati. Mislim, razumel sem, recimo pri Game of Thrones, ko sem sprot gledal, pa mi je bilo cool, ker sem bil toliko v lepi slovenščini investan v serijo. Sam, a veš, nisem bil pa pri vseh. Kdaj pride prav, kdaj pa mogoče ne. Breaking Bad meni se sploh ni imel, pa tam ni srabo, ker ti se je bilo vsakič še bilo na horuk. Tam je bilo, skozi je bilo dvojni VTF. Lepo, mislim, ne lepo, dober narejen. Šel na ta spin-off, ta drug je bil Better Call Saul. Ja.
Malo počasnejši, ampak v redu. Super za kitaro igrati. Res, top. To pa tudi jaz nisem gledal. Vem, da je. Kaj zdaj? Tako, mislim, pečina obušalnika, nismo rekli. Ne, nismo rekli. Nismo rekli. Mislim, halo, pečina obušalniki, se pol ure že imem. Ja. Zdaj, ko smo poletni malbela, ne? Smo že poletni. Seveda, so že te cajti, ljudje so začeli na dopust hoditi. Volitve so že mem, tako da... Ljudje se malo manj cajta na šiht vozijo, tako da smo lahko 5 minut krajši. Ja, to imaš prav. Ker se je malo gužva že po tem svetem rešnem telesu, se je že malo kadila, ne? Misliš, da se toliko pozna? Jaz ne vem, kaj peš hodem. Ja, se pozna, se pozna. Ker greš na uvoznico za domov ob 4 ali pa pol 5, se pač peleš, ne stojiš. To je kar bom pogledal naslednjič, da grem pešike. Ja. Tako da zdaj kaj? Prišli smo do konca prvega poglavja. Yes, fanfare, dajmo un... Zdaj pa šlo, zdaj so pa začeli premikati. Zdaj pa se pa kugle se začele valiti, zdaj pa nov sestav. Se bi bilo najbolj, da se zahvalimo vsem poslušalkam in poslušalcem, da ste nas poslušali čisto do konca, verjetno da 6. epizode naše, ki smo prišli do konca prvega poglavja. To je najdaljši, kakor smo si vzeli za kakšno poglavje, ampak kvarnik. To pač v tej sezoni tako bo, ker majster ima poglavje dolga, kot ponedeljek brez malca. Vse smo rekli, da jih je samo 13 pa 300 strani, a veš? Ne more biti drugače. Douglas bi imel 120 poglavij za to. Verjetno. Kada izredno se jo na RTV trojki gledate. Bomo videli, upam, da smo vsaj bolj smešni. Saj bi rekel, da bomo tudi boljše rejtinge, ampak... Verjetno. Se verjetno ne upajo tudi objaviti, nekdo to gleda. Pa so naši res pač s srcem rejtingi, ali kako se temu reče. Za tisti je pa res škoda elektrike. Pa nekega prostora, ne vem kakršnega koli že, po čem to se premikajo zdaj te. Če poslušate, če gledate tretji program, nam to sporočite na Discordu, lahko nam pa tudi ne. Lahko nam na dopisenco napišete, pa če v to, kaj dopisenc do zdaj prši, tako da vemo, kakšna gledanost. Gledanost. Samo napišemo gledam. Gledam. Čak. Gledam, lahko tudi. Kaj pa če bo majster z matrice nam poslal razglednico, da ve, da nam hoče nekaj drugega povedati, pa bomo sfalili, da bomo. Kaj bo samo ena? Bo pa ta z matrice. Gledam vas. Ta je malo Big Brotherjev skozi. Bi si ni matrice. Ta je že bolj Orwell. Čeprav se matrica tudi vse gleda, se matrica ne rabi gledati, kaj ve, kva je. Je valjda. Matrica ve, kva se v netu ve, kva je, pa kva bo. Pa kva je bilo. Ona ve, kaj bo tudi. Se. Razen pri matrici je bilo to, da so bile opcije, ne? Ampak on je imel začinil vse opcije. Daj, kje je zdaj ta voziček s pijačo, nehaj ta... Discord, to in tretje državno omrežje, AFNA, opravicujemo se. To je to. Z vami smo bili, Dalja, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala. Sem to lepa najboljši naslov. Kje je zdaj ta voziček s pijačo? Tak, poleten. Bom drug teden povedal za štorijo vozičku s pijačo, ko smo bili na Džozerjevem memorialu, z Mufijem smo bila na Puli.
Imeli so vozičke s pijačo. Meso vozičke. To je pa res oranžur. To je po oranžur. Če imajo voziček s pijačo, pomeni žur. Jaz sem bil dober, stari voziček s pijačo. Oj, verjeti. A si uživan? Ja, zmatran sem. Pizdu matran, ne vem zakaj. Prazna luna je, stari. Prazna luna je. Noben horoskop nam nič več ne pomaga, dragi moj. Stari, če bi bil horoskop, bi mogel meni skozi pisati.